Kaj pa meni pomeni neprecenljivo bogastvo, pa vam bom zaupala. Ko sem bila zelo mlada, sem ljubila naravo, ljubila muce, kužke, rada sem jedla jabolka, marelice, borovnice in bila sem srečna v gozdu, kadar sem bila z očetom, ki je sekal drva. Ljubila sem morje, hojo po zemlji, skale, petje ptic. In bila sem kot otrok srečna v naravi. Ko sem bila mlado dekle, sem ljubila tudi svojega prvega partnerja. Zelo sem ga ljubila. In ker je ljubezen tudi boleča, sem tudi spoznavala trpljenje. Kasneje, ko sem rodila hčerko v velikih bolečinah, sem ljubila tudi svojo hčerko. In za njo zelo lepo skrbela. Ko je bila bolana zaradi posledic cepljenja, sem bila v skrbeh za njo. In ko so mi povedali, da lahko s hrano izboljšam zdravje svoje hčere, sem to z ljubeznijo storila. In ko spoznavamo skozi življenje, kaj je tisto, kar nam življenje polepšuje, in kaj je tisto, kar nam ga ne polepšuje, je normalno, da si zaželimo delati stvari, ki nam polepšujejo življenje. Vsak izmed nas si želi srečo, radost, veselje, mir in zdravje. Vendar so okoliščine tiste, zaradi katerih to tudi lahko izgubljamo. Zaradi sistemskih pravil, zaradi sistemskega življenja, zaradi medsebojnih odnosov. In ko sem bila stara 30 let, s prelepo hčerko, ki je bila velikokrat polna težav zdravstvenih, predvsem bronhitisov, angin, seveda danes vem, da je bilo to zaradi obveznega cepljenja. Bila sem seveda poslušna mamica in ubogala zdravnike, verjela v zdravstvo, verjela njim. Sem iskala rešitve za njo. In ker sem iskala rešitve za njo, sem spoznavala tudi tisto, kar mi šola ni dala, ne moja družina, ne knjige, ki so bile takrat že napisane. Ko sem bila prvič v Ameriki, v Bostonu, pri veliki prosvetiteljici Ann Wigmore, ki nas je učila, da živa hrana, ne kuhana hrana, zdravi vse bolezni, sem dobila en ključ do izboljšanja zdravja svoje hčere in tudi svojega. Živa hrana ima najvišjo vibracijo. Tako visoko, da so celice nahranjene s to živo frekvenco in se ozdravljajo same po sebi, ker imamo moč samozdravljanja v sebi. Moje zdravstveno in duhovno stanje se je z prehrano začelo spreminjati. Tedaj še nisem poznala niti Svetega pisma. Nisem bila religiozno vzgajena. In vendar sem spoznavala preko hrane moč življenja, moč zdravljenja za tisto hrano, ki je v naravi nam dana kot dar. Ta neprecenljiva vrednost žive hrane se je začela odražati skozi mene in skozi mojo hčero. Žal
njen oče je to smatral za fanatizem. Njen oče je smatral, da hčeri škodujem. Celo prijavil mi je na socialno in želel prevzeti skrbstvo za njo pri njenih 4 letih. Ko sem se jaz z vsem srcem, z vso dušo trudila, da ne bi ji operirali mandalov, da bi bila zdrava brez kemije in zdravil, on tega ni cenil. Nasprotno. Obsodil me je, da sem fanatik, da škodujem hčeri in da delam nekaj, kar ni normalno. Jaz pa sem spoznavala neprecenljivo vrednost žive hrane, ki vrača radost, zdravje. In tudi moja hčera je ozdravljala, kadar je jedla to hrano in kadar je bila v moji bližini. Kadarkoli je prihajala od očeta, je bila indoktrinirana z drugo modrostjo, z drugo energijo. Čeprav je ljubila svojega očeta in tudi mene, sta se tukaj pojavljala 2 poti. Ena pot osvobajanja, druga pot sistema. In ni bilo enostavno niti hčeri, niti meni, da sva to preživeli. In hvala Bogu, pri 9 letih njene starosti sem spoznala resnico, ki me je osvobodila. In to je brezpogojna ljubezen. Ko sem dojela, da moja sodba njenega očeta in sistema niti njej, niti meni ne koristi, sem dobila dar, ki se mu reče odpuščanje. Za mene je bilo to neprecenljiva vrednost, nova vrednost v mojem življenju. Ker kaj ti nuca živa hrana, če imaš zamere v svoji duši, v svojem duhu, če si jezen na očeta, na mamo, na partnerje, na dogodke v svetu. To me je bremenilo, žalostilo, ni me osrečevalo. In moja pot odpuščanja se je začela. Ker sem spoznala resnico, da kjer sta 2 ali 3 v imenu ene prošnje, se dogajajo čudeži, sem iskala ljudi, ki imajo moč odpuščanja oziroma odveze, bi rekel moj mož Mihael, ki je bil v spovednici velikokrat in je poslušal razne tožbe, grehe svojih obiskovalcev oziroma vernikov v cerkvi. Tako sem jaz tudi večkrat prišla v cerkev in v cerkvi frančiškanski je bil en čudovit misionar, ki je živel veliko let v Afriki, ki je sedel cel dan v spovednici in čakal na tiste duše, ki so želele odpuščati. In ker je bila moja duša zelo obremenjena, zelo žalostna, polna bolečin, zamer in vsega hudega, sem velikokrat prehitela v to spovednico in se kesala in prosila odveze tega duhovnika. Ne vem, kako se je on počutil, ko sem prihajala, vendar po službeni dolžnosti je vedno mogel izreči: v imenu cerkve so ti, deklica, tvoji grehi odpuščeni, pojdi v miru in zmoli kak Oče naš. In ne greši več. In ne greši več, seveda. In seveda nisem več grešila. Saj tisto ne, ker sem se spovedala. In moje življenje se je začelo izboljševati tudi na duhovnem področju. Ni bila dovolj samo čista hrana. Človek mora očistiti tudi svoje misli, svojega duha in spremeniti tudi svoja dejanja. In tako je nastalo društvo, ki se je imenovalo Elis Center. V tem Elis Centru
sem imela predavanja z brezpogojno ljubeznijo in naravo do popolnega življenja. Neverjetno, kako so bili ljudje presenečeni, ko so poslušali tiste modrosti, katere sem se jaz skozi svoje lastno trpljenje, zmote in zablode naučila ravno skozi to pripravljenost biti brezpogojna, ljubiti svoje sovražnike, delati dobro tem, ki mi delajo slabo, odpuščati ljudem, ki so mi kaj hudega storili. In na en način je bilo takrat to za mene zelo dragoceno spoznanje, predajati ljudem tisto modrost, ki je meni osebno zelo koristila. Spominjam se novinarke Alenke Bibič, ki je prišla na skrivaj na to moje predavanje. Niti poznala je nisem, ker nisem bila pozorna na imena in na priimke tistih tečajnikov, ki so prihajali na moja dvodnevna predavanja o zdravem, čudovitem življenju s pomočjo narave in brezpogojne ljubezni. Ob koncu drugega dneva je prišla k meni in mi čestitala in rekla: Ivica, kaj takega še nikoli nisem slišala. Dovoliš, da napišem članek o tebi? Seveda dovolim. Samo rada bi ga prebrala, preden ga objaviš. In napisala je članek Lučka, ki prižiga lučko, leta 1989. V tem članku ni smela napisati besede odpuščanje, Jezus Kristus, Bog, Sveto pismo, ker časopis Jana je bil časopis o naravi, o zeliščih, o dogodkih in se ni smelo pisati o pravi resnici, o resnici, ki nas osvobaja. Takrat nisem znala reči: ne dovolim, da objaviš ta članek tako nepopoln, ker to ni tisto, kar sem jaz predavala. Članek je šel v superlativih in vendar mi je ta članek na en način naredil veliko škodo. Zakaj? Bila sem New Age, ki pobira denar od revežev, od ljudi, ki so bolani in prodaja New Age resnice. In vendar to ni bilo res. Ta članek je bil lažnivi članek. In njen podpis Alenka Bibič je bil podpis, ki mi je naredil v Sloveniji zelo veliko škodo. Ta gospa je čez 6 mesecev umrla za rakom na jetrih. In verjemite mi, da je njena duša spoznala veliko zmoto. In en dan, ko sem molila, sem zaznala, da ji moram odpustiti. Odšla sem v cerkev in prosila spovednika, da tej gospe odpustim njeno laž, s katero me je stigmatizirala, da sem New Age. In ko sem ji odpustila, ji je bilo odpuščeno. Zvečer ko sem molila, sem zaslišala na mojem oknu en trk in čutila sem, da mi je ta duša hvaležna. Zakaj to vam govorim? Ker naše duše so večne. Ali večne v trpljenju, ali večne v svobodi. Zato ni vseeno, kakšni odidemo iz tega zemeljskega telesa v onostranstvo, čez tančico. Ni vseeno. Zato so te spovedi, preden odidemo, tako zelo pomembne. Duša, ki odide obremenjena, je obremenjena tudi na drugi strani, razen če za to dušo
nekdo ne dela spravne uredbe, spravne molitve, tako kot sem jaz, zato gospo Alenko Bibič uspela narediti. Zgodba se nadaljuje. Na istem seminarju, ko je bila Alenka Bibič tako navdušena nad mojim predavanjem, je bila tudi ena žena. In med predavanjem sem začutila en velik blagoslov, ki je bil med nami. In čutila sem, da je nekdo dobil ta blagoslov. Sprva sem mislila, da je bila to gospa Alenka Bibič, vendar se je kasneje, čez nekaj mesecev, odkrilo, da je bila to gospa, ki je v stiski, v veliki stiski prišla na to moje predavanje. Imela je karcinom v zadnjem stadiju. Zdravniki so ji dali le še 2 meseca življenja. Mož je že imel ljubico. Ona pa je razmišljala o samomoru. Ko je poslušala moje predavanje in to moč odpuščanja, ki jo daje resnično moč Svetega Duha in Bog in Jezus Kristus, ko se obrnemo na njih, na svetost, na sveto ljubezen, na moč Jezusa Kristusa, ki je še vedno živ in nam iz neba pošilja Svetega Duha, se dogajajo čudeži, ampak po veri. In ta gospa je med mojim predavanjem očitno prosila Jezusa, da odpusti možu, da odpusti raku, ki jo je napadel, in odločila se je za življenje, za svoja 2 sinova. In tista milost, ki smo jo vsi doživeli, je močno. In ta gospa tudi, ker je v tistem trenutku popolnoma ozdravila. To nisem naredila jaz, New Age. Ne, to je bila tista milost, ki stopi v naše življenje takrat, ko se mi resnično s čistim srcem in z iskrenostjo obrnemo in prosimo za pomoč našega stvarnika, njegovega sina, s katerim je vse ustvaril vidno in nevidno. In takrat deluje ta čudež življenja, Sveti Duh, ki nas očiščuje, ozdravlja in nam daje tisto neprecenljivo bogastvo, ki se mu reče radost in mir in življenje in zdravje. Jaz nisem vedela najmanj 4 mesece za ta čudež, da se je zgodil tej gospe. Nekako sem mislila, da je bila to ta gospa, ki je želela pisati članek. Lučka, ki prižiga lučko. Izkazalo se je šele čez nekaj mesecev, ko sem dobila, ker stanujem v Trnovem, v kraju, svetem kraju, v Ljubljani, zvonec. In prosila me je neka gospa, da bi me rada obiskala. Prišla je k meni v 6. nadstropje z velikim šopkom rož in z bombonjero. In je rekla sledeče: imam pričevanje, da me je pri vas na vašem seminarju pozdravil Gospod Jezus Kristus s Svetim Duhom. Imela sem raka. Umreti bi mogla čez 1 mesec. Mož je imel že ljubico. Jaz pa sem želela en dan prej narediti samomor. In ko sem zvedela za vašo predavanje z brezpogojno ljubeznijo in z naravo do popolnega življenja, sem si mislila, no, pa grem tja, saj lahko samomor tudi 2 dni kasneje naredim. Če mi bo kaj pomagala, v redu, če ne, pa bom samomor še vedno lahko naredila. In povedala mi je, da je bila uslišana njena molitev in je ozdravila. Mož pa se je vrnil in je bila najbolj srečna ženska na svetu, ker je ohranila družino, ohranila svoje zdravje, ker se je ona odločila za odpuščanje, ona se je odločila za ljubezen in to, kar se je odločila, je tudi dobila. Zakaj vam danes pripovedujem to zgodbo? Zato, da bomo vsi mi razumeli, da je največje neprecenljivo bogastvo
naša vera v življenje, naša vera v stvarnika, naša vera v Gospoda Jezusa Kristusa, ki je prišel na to zemljo, ne obsoditi prostitutko, ne obsoditi bolnika z gobami, ne obsoditi cestninarja, ne obsoditi finančnike, bogataše. Prinesel nam je ljubezen, prinesel nam je milost. In ta ljubezen in ta milost je to neprecenljivo bogastvo, ki nam je darovano. In to neprecenljivo bogastvo je dar za vse nas. Za bele, za črne, za bogate, za revne, za zdrave, za nezdrave. Za vse nas, če ga seveda sprejmemo. Če verujemo, da obstaja nekaj več kot to zemeljska realnost. Ta življenje, kjer je brez Boga hudo, ker so vojne, krivice, smrti, upitje, protesti, cepljenja, tablete, medicina, robotika. In vendar, če pogledamo, je življenje še vedno tukaj. Še vedno cvetijo rožice. Še vedno so naše živali prijazne. Še vedno so otroci rojevajo. In tukaj sta dva sveta. Svet, kjer je polno trpljenja, vojen, protestov, in svet, kjer se ljudje smejimo. Zakaj? Ker smo odprli svoje srca, svoje duše resnici, neprecenljivemu bogastvu, ki nam prihaja direktno iz neba kot zastonski dar. In vsak je poklican, da ga sprejme. Vsi smo lahko zdravi, vsi smo lahko srečni, vsi smo lahko živi in vsi smo lahko v skupnosti, v lepi skupnosti, ker je mir in ljubezen med nami. In to je Društvo za srečno življenje Belis. V pomeni belina, borci za resnico, blagoslovljeni, Božji. Je entuziazem, enotnost, enost za resnico, evangelij, kar pomeni radostno vest, ki jo širimo skozi naše delo. Le je kot ljubezen, lepota, ljubeznivost in kot iskrenost, integriteta in vse kot skupnost svetih, srečnih, svetovljanov, Slovencev, svobodnih, suverenih. To je Belis ime. In jaz sem ponosna, da smem nositi to ime, da sem Belis. In to priznavam pred vami, pred vsemi, in tega mi nihče, prav nihče ne more vzeti. Hišo so mi vzeli, avto so mi vzeli, ime so mi vzeli, obtožili so me, sodili so me, zaprli so me, polomili so mi roke in vendar mi te svobode in tega duha nihče ni mogel vzeti. In tudi nihče mi tega ne bo vzel, ker to mi omogoča radost, mir, življenje. Tudi po tistem dogodku, ki me mogoče tudi mene čaka. Ne vem. To je Božja volja, naj se zgodi z menoj in z mojim življenjem. In neprecenljivo bogastvo, ki sem ga jaz dobila, je to, da verujem, da sem Božji otrok, Belis otrok. In da imam pravico biti srečna, radostna, zdrava, ne glede na to, ali imam bogastvo ali ga nimam. Ali imam spoštovanje od ljudi ali ga nimam. Ker nekaj vem, sem ljubljen otrok, poslana na to zemljo, da živim ljubezen. In to ljubezen vam darujem. To bi bilo danes od mene. Hvala lepa. To je bilo bogato sporočilo. Iviljana, hvala. Kam si šla? Ja. Moje največje bogatstvo, da te objamem. Hvala, hvala. Evo, srčna hvala. Hvala lepa, tudi tebi.